Tako, bomo pogledali naloge iz prvega preverjanja, delitelji, večkratniki in vse mogoči ulomki. Pa kar začnemo s prvo nalogo. S pomočjo razcepa na prafaktorje določi največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik. Zdaj moramo torej najprej vsa ta števila razcepiti na prafaktorje. To pomeni, da iščemo praštevila, s katerimi lahko to število tukaj delimo. Najprej to lahko delimo z 2, tukaj pazimo, da so res praštevila. Torej števila, ki nimajo nobenega drugega delitelja kot enega in samega sabo. Tukaj dobimo 2, pa 15 deljeno z 2 je 7, 9. To se da deliti s 3, ker je tudi praštevilo, pa je to 9 pa 3, pa lahko še enkrat delimo s 3, pa je to 31 in ker je 31 praštevilo, lahko delimo kar z 31. Potem razcepimo 775, zagotovo je deljivo s 5, je vse en vrstni red, lahko prej damo večje praštevilo, in je to 1, 27 deljeno s 5 je 5 in 25 deljeno s 5 je 5, pa še enkrat delimo s 5 in je to zopet 31, pa delimo z 31 je 1 in 1302 pa lahko delimo z 2, dobimo 6, 5, 1. To je deljivo s 3, zato ker je 6 plus 5 11 plus 1 je 12. 6 deljeno s 3 je 2, 5 deljeno s 3 je 1 in 21 deljeno s 3 je 7. In zdaj to pa lahko delimo z, poskusimo, če se da deliti z 31. 31 krat 7, ja, 31 krat 7 bo glih šlo in še 7 z 1. Zdaj lahko si pomagamo tukaj s kalkulatorjem. Potem zapišemo to po osnovnem izreku aritmetike, ta razcep na prafaktorje, se pravi 2 krat 3 na kvadrat krat 31. Tukaj je dobro, da zapišemo urejeno, to pomeni od najmanjšega števila naprej. Prej vsem, kako delimo, samo da je praštevilo. Ko pa zapišemo, pa napišemo v vrstnem redu, se pravi 2 krat 3 krat 7 krat 31. In zdaj bomo najprej poiskali, kaj je največji skupni delitelj. Se pravi, najprej največji skupni delitelj. Za največji skupni delitelj moramo vzeti tisto, kar se je pojavilo povsod. Kaj se je pojavilo povsod? Ja, 31, in sicer na prvo stopnjo povsod, 3 ni povsod, 2 tudi ne, se pravi samo 31. In kar napišemo, da je največji skupni delitelj teh števil, recimo, da je to število A, to število B in to število C, torej delitelj od A, B in C, je število 31. Kaj pa najmanjši skupni večkratnik? Za najmanjši skupni večkratnik pa vzamemo tiste, ki se pojavijo vsaj v enem, se pravi 31, 2, potem imamo 3 tukaj pa tukaj, pa imamo še eno 5 in še eno 7. Se pravi vse, tudi če se pojavi samo v enem, jih zapišemo. Eto. In zdaj bomo zapisovali na najvišjo stopnjo. 2 je povsod na 1, zato samo 2. 3 pa 3 na kvadrat izpišemo tisto, ki je na višjo stopnjo. 5 na kvadrat krat 7 krat 31. In lahko pustimo zapisano kar tako. Gremo k naslednji, s pomočjo Evklidovega logaritma. Evklidov logaritm je tisti, ki upošteva osnovni izrek o deljenju, torej število A je nekaj krat število B plus nek ostanek. Zdaj v našem primeru je A tole, oziroma to bo B, ker je manjše, bo lažje, tole ne bo pa A. In gremo. 8568 je nekaj krat 7140 plus ostanek. Se pravi, A in B tukaj noter vstavimo
za dvoje bomo pa uganili, koliko mora biti. To vemo, da je enkrat, zdaj lahko to odštejemo, kar tukaj bo šlo enostavno. In dobimo 8, 2, 4, 1 in napišemo 1428 plusa. Potem pa to število, ki je tukaj, zapišemo na prvo mesto. Takole, in zopet nekajkrat, se pravi to damo sem, to število pa sem, krat 1428 plus zopet ostanek. Zdaj, kolikrat gre? 7-krat ne, a gre 6-krat? 6 krat 1000, 6000, pa 6 krat 4, 2400 ne bo šlo. Mogoče gre pa 5-krat, poskusimo. Koliko je 5 krat 1428? 5 krat 8 je. Lahko si pomagamo tukaj s kalkulatorjem. Se pravi, imamo 5 krat 1428, ja, to je 7140, ravno 7140, se pravi, je tukaj že ostanek nič. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da je ta zadnji od nič različen ostanek največji skupni delitelj. Delitelj je torej kar število 1428. In zdaj piše, da moramo s pomočjo ustrezne formule določiti še najmanjši skupni večkratnik. Mi vemo, da je produkt delitelja krat večkratnika a krat b. Iz tega torej dobimo, da je večkratnik a krat b lomljeno z d. Število a je 7140 ali pa 8560, to je zdaj vseeno, ker je vrstni red nepomemben. Lomljeno z delitelj je pa 1428 in zdaj to izračunamo in dobimo, da je najmanjši skupni večkratnik 42840. Gremo k tretji nalogi. Določi množico deliteljev števila 120. Se pravi, iščemo množico deliteljev. To zapišemo takole, pa potem zavitemo oklepaje in tukaj noter bomo vse točke zapisali. Zdaj, koliko jih je? Da to ugotovimo, je najboljše, da rečemo, da 120 razcepimo na prafaktorja, kar smo že prej delali. Zopet pazimo, da delimo samo z praštevili. Vidimo, da je 120 2 na 3 krat 3 krat 5. Zdaj, to je tudi 3 na 1, 5 na 1. In če zdaj te stopnje povečamo za 1 in potem te številke med seboj pomnožimo, bomo ugotovili, koliko je elementov v množici deliteljev. Torej, to je 4 krat 2 krat 2, to je 16. Se pravi, 16 deliteljev bomo mogli zapisati. Zdaj, mi jih moramo najti prvih 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 najmanjših, ostale bomo lahko izračunali. 1 je sigurno, potem, ker je tukaj dvojka, jo zapišemo. 3 je tudi. 4 tudi, ker je to 2 krat 2. 5 je tudi zapisana, zato jo napišemo. 6 tudi, ker je to 2 krat 3. Potem 8 je tudi, ker je to 2 krat 2 krat 2. 2 na 3 je 8. Še enega moramo najti. 2 krat 5 je pa 10. Zdaj pa samo delimo. 120 deljeno z 10 je 12. 120 deljeno z 8, se pravi, tole damo v strani, je 15, lahko si pomagamo s kalkulatorjem. Potem je 120 deljeno z 6 je 20. 120 deljeno z 5 je 18. Je 8 krat 3 je 24, pardon. 120 deljeno z 4 je 30, 120 deljeno z 3 je 40, 120 deljeno z 2 je 60 in 120 deljeno z 1 je 120. In imamo vse delitelje števila 120. Zdaj pa tole.
To je enačba, mislim, ne enačba, izraz z ulomki. Začnemo tukaj v najbolj notranjem oklepaju, ker je to seštevanje, bomo dali 4 in 5 na skupni imenovalec, zato bomo prvi ulomek pomnožili za 5, drugega za 4. Namreč 20 je najmanjši skupni večkratnik števil 4 in 5. Takole. Ostalo prepišemo. Tukaj pa 4 krat 5 20 prepišemo. 1 krat 5 je 5, plus 2 krat 4 je 5 plus 8. Takole in še en zaklepaj, gremo naprej. Zdaj 5 plus 8 zračunamo. 5 plus 8 je 13. To pomeni, da imamo račun 1/2. Zdaj pa minus pred oklepajom lahko enostavno uporabimo. 1/2 minus minus 1/2 je plus 1/2 in minus plus je minus, tole bomo pa zračunali, koliko je. To je pa 13/60. Zdaj 1/2 plus 1/2 sta 2 polovici, minus 13/60. To je pomnožimo s 30 in je to 60/60 minus 13/60 in je to 47/60. Gremo na 5. nalogo. Še en izraz oziroma 4b. Tukaj bomo izračunali najprej tole, pa sočasno bomo poskušali dobiti tole. Se pravi to, kar je v oklepajih. Zopet, kaj je skupni imenovalec od 4 in 2? To je 4. To pomeni, da moram tega pomnožiti za 2. Tukaj imamo pa četrtine pa osmine. In sicer 1,1/4. Zdaj 1/4 je 2 osmini. Ampak od 2 osmin ne morem odšteti 7 osmin, zato moram še eno celo spremeniti v 8 osmin. In potem bo namesto vsega tega skupaj 8 plus 2 osmini 10 osmin. To bomo pa lahko pol izračunali. Se pravi oklepaj, 2,3 minus 8 petin krat 10 osmin minus 7 osmin je 3 osmine. Pa zaklepaj je tukaj, krat 3/4 minus 2/4 je pa 1/4. Oklepaj tukaj ni potreben, če ga pa napišemo, ni hudega. Zdaj moramo tole zmnožiti in vidimo, da lahko 8 krajšamo. In nam ostane 2,3 minus 1 krat 3 je 3 petine krat 1/4. 2,3 minus 3 petine je 2 krat 1/4 je 2 enini krat 1/4 je 1/2. In to je rezultat. Gremo k 6. nalogi. Zapiši tole z ulomkom. Zdaj vidimo, da je perioda na zadnji 2 mesti, ni pa na to dvojko, zato štartamo s tem, naprej napišemo to x in potem bomo najprej pomnožili s toliko, da bo ta vejica prišla tik pred tistimi decimalkami, ki se ponavljajo. Torej moramo pomnožiti z 10. In dobimo 2,34 je 10x. Zdaj pa pomnožimo s toliko, da celo periodo spravimo naprej. Zato pomnožim z 100 in je to 234,34 je 10 krat 100 je 1000x. In odštejem. Lahko tudi v spodaj napišem takole. Pa to odštejemo, Kot vidimo, smo si tako lepo pripravili, da se te decimalke, ki se ponavljajo, lepo odštejejo. Nič. Mi pa zračunamo samo 234 minus 2, kar je 232, 1000 minus 10 je pa 990x. In zdaj delimo z 990 in dobimo, tukaj se to pokrajša, da je naš x 232,990. Zdaj lahko to krajšamo z 2 še
dobimo 116, 990 je pa 4, 9, 5. Mogoče se da še kaj, ampak v osnovi je to ta ulomek. 7. naloga. Kdaj je ulomek nedefiniran in kdaj je enak nič? Najprej, ko dobimo ulomek, to je algebrski ulomek, najprej razstavimo vse, kar se da razstaviti. Recimo, x kvadrat minus 121 nas spomne na razliko kvadratov. A kvadrat minus b kvadrat je a minus b krat a plus b. Zdaj, 121 je 11 na kvadrat, se pravi, naš a je x, naš b je pa 11. To je x minus 11 krat x plus 11. Tole bomo pa razstavili s pomočjo Vietove formule. Na prvem mestu x, ker je produkt plus 6, ta ali oba negativna ali oba pozitivna, ker pa je seštevek negativen, morata biti oba negativna in je to 3 pa 2. Zdaj pa, kdaj je ulomek nedefiniran? Nedefiniran je takrat, ko je tole, kar je v imenovalcu, enako nič. Se pravi, sprašujemo se, kdaj je to nič. To je takrat, ko je x enako 3, ker takrat bo prvi faktor nič, ali pa takrat, ko bo drugi faktor nič, to je takrat, ko bo x enako 2. Se pravi, za te dve vrednosti je nedefiniran. Kdaj pa je enak nič? Enak je pa nič takrat, ko je števec enak nič. Torej, zdaj pa iščemo števec in mora biti to nič, se pravi, je to nič ali je to nič. To pomeni, x je 11 ali x je minus 11. Takrat je pa ulomek enak nič. Gremo v 8. Tukaj imamo zdaj izraz. Tudi tukaj najprej izpostavimo, razstavimo vse, kar se da. To je vedno prva stvar. Recimo tole lahko izpostavimo x in ostane x minus 7. Potem pišem minus 1. To, kar nam ostane tukaj, lahko razstavimo po Vietovi formuli. To je x minus 7 krat x plus 5. En pozitiven, en negativen. Zaklepaj in potem imamo naprej deljeno. Zdaj, ker je tukaj deljeno, pa ker imamo samo en ulomek naprej, lahko napišemo kar krat, pa ga okrog obrnemo. Se pravi, da bo spodaj x plus 10, iz tega delčka pa lahko še x izpostavimo in ostane x kvadrat minus 25. Zdaj, ta prva dva ulomka moramo dati na skupni imenovalec. Pri prvem nam manjka x plus 5, zato ker pomnožim oba za x plus 5. Pri drugem pa nam manjka x in zato števec in imenovalec pomnožimo z x. Sedaj, tisto, kar je v imenovalcu, samo prepišemo. Vidimo, da je isto, ne? Tako uredimo. X krat x plus 5 krat x minus 7. V spodaj nikoli ne računamo, zgoraj pa pomnožimo. 2x plus 10 minus 1 krat x, je to lahko kar zapišemo, krat tale x kvadrat plus 25, minus 25, bi zopet lahko uporabili formulo a kvadrat minus b kvadrat. A minus b krat a plus b. Zapišemo x krat x minus 5 krat x plus 5, polomljeno z x plus 10. Ampak to 2x plus 10 minus x lahko izračunamo. Koliko je to? 2x minus x je x plus 10, ospodaj je x krat x plus 5 krat x minus 7 in krat še tukaj
x krat x minus 5 krat x plus 5. Prav vse prepisujemo, lomljeno z x plus 10. Zdaj ta dva vemo, da jih bomo krajšali samo, če bosta čisto ista in ker sta, eden zgoraj in spodaj jih lahko krajšamo. In x lahko krajšamo, x minus 5 ne bomo krajšali, bomo pustili. Prav x minus 5 ostane. Lahko pa krajšamo x plus 5 in ostane x minus 5 polomljeno z x minus 7. Zopet en izraz, x na 3 minus 8. Zdaj tukaj lahko uporabimo formulo, ker je 8 2 na 3, bomo uporabili formulo a na 3 minus b na 3, kar je isto kot a minus b krat a kvadrat plus ab plus b kvadrat. Torej vzgor imamo namesto tegale, je to isto kot x minus 2, a minus b, krat prvi na kvadrat plus prvi krat drugi plus drugi na kvadrat, to je pa 4. X kvadrat minus 4, tole je zopet razlika kvadratov, a minus b krat a plus b, zdaj 4 je 2 na kvadrat, zato je to x minus 2 krat x plus 2. Krat, kaj lahko pri tem naredimo? Tukaj lahko izpostavimo x in ostane x plus 2. Kaj pa spodaj, pa tudi lahko x izpostavimo. Zdaj pokrajšamo, kar se da. X minus 2, x plus 2, en x in še to. Vse se pokrajša, če se vse pokrajša, to pomeni, da smo povsod dobili enke, kot delimo, in je rezultat 1. Kaj pa tukaj? X kvadrat minus 16 je x minus 4 krat x plus 4, zato ker je 16 4 na kvadrat. Delimo s 5 krat, zdaj to dvojko je najbolj, da napišemo dve enini. 2x minus 5 2 bi lahko sicer izpostavili dvojko, ampak bolj pomembno je, da damo to na isti imenovalec, torej pomnožimo z x plus 4. In imenovalec enkrat prepišemo, števca poračunamo. 2x plus 8, zdaj pa pazimo, ker je tukaj minus, napišemo minus, tole, kar je pa tukaj, da zapišemo v oklepaju. Eto, zdaj prvi del prepišemo. Drugi del poračunamo, zdaj minus 2x minus 2 lahko zapišemo kot minus 2x plus 2. To se pokrajša, 8 plus 2 je 10, polomljeno z x plus 4. To počrtamo, x plus 4 tudi počrtamo in ostane 2 krat x minus 4. Eto, in imamo rezultat. Še dodatno določi število a tako, da bo število deljivo s 6. Kdaj je število deljivo s 6? Ker je 6 2 krat 3, pomeni, da mora biti deljivo z 2 in 3. To lahko tudi zapišemo tako. 2 deli to število, Zdaj, kdaj pa število deli neko drugo število? Takrat, ko je ta konec, torej v našem primeru a, enako 0, 2, 4, 6 ali 8. Kdaj pa 3 deli to isto število? Takrat, ko 3 deli vsoto, torej 2 plus 3, vsoto števk, plus 5, plus 6, plus a. Seštejemo. 2 plus 3 je 5, plus 5 je 10, 4 plus 6 je tudi 10, je 20, se pravi to 20 plus a. Ker je deljivo s 3, bomo 20 zapisali kot 18 plus 2. Zakaj ravno 18? Ker 18 je deljivo s 3, zato to že vemo, da je deljivo. Pokazati pa moramo, da je še tole deljivo s 3. Torej iščemo takšen a, da bo a plus 2, da bo 3 delilo a plus 2. Če bi dali a1, bi bilo to 3. Ali pa če damo
4 je 4 plus 2, 6 in je tudi deljivost 3. Ali če damo 7, je 7 plus 2 tudi deljivost 3. Eto, tako, desetke pa ne moramo dati. In imamo nalogo rešeno.